Lepo pozdravljeni v še enem spletnem seminarju Društva revmatikov Slovenije. Povezovala ga bo Urša Blejc. Govorili pa bomo o tem, kaj pomeni remisija in kdaj je revmatoidni artritis res v mirovanju. Še preden predstavim današnjega cenjenega predavatelja in druge gostje, pa prosim vas, dragi udeleženci, da najprej vi poveste oziroma glasujete, kaj je za vas remisija. Samo trenutek, da vam pripravimo vprašanja. Upam, da vidite vprašanje in da lahko glasujete. Meni se namreč rezultati ne kažejo. Danes vas bomo sicer še večkrat kaj vprašali in pri tem vprašanju lahko izberete tudi več odgovorov, ker to res ni tako enostavno vprašanje. Revmatologi si, kot boste videli v nadaljevanju pri presoji, kdaj je bolezen v remisiji oziroma v mirovanju, pomagajo s kar zapleteno formulo. Kaj pa mislite vi? Kdaj ste z zdravljenjem zadovoljni ali pa kdaj bi bili z zdravljenjem zadovoljni? Ker med nami niso samo revmatiki. Medtem ko čakamo na vaš odgovor, lahko povem še, da ste seveda tudi vi vsi vabljeni k postavljanju vprašanj za današnjega predavatelja. Zapišete jih lahko v okence za pogovor, chat. Upoštevali pa bomo seveda tudi vprašanja, ki ste nam jih že vnaprej poslali po elektronski pošti. Današnji dogodek bo trajal 1 uro do 1,5 ure, tako da se bomo potrudili, da poiščemo čim več odgovorov, ob tem pa bomo vse skupaj še posneli, da nam kaj pomembnega ne uide. No, pa poglejmo odgovore. Tako, mislim, da je zmagal odgovor, zmožnost brez težav opravljati vsakodnevne aktivnosti. To je razumljivo, verjetno je pomembna tudi bolečina, pomembna je tudi odsotnost oteklih sklepov in pomembna je popolna odsotnost vseh simptomov za marsikoga, kar za 45%. Zelo dragocene informacije so to. Vemo namreč, da je prav umirjenost bolezni glavni cilj sodobnega zdravljenja, cilj, ki je gotovo dosegljiv za vedno več bolnikov, ker se zdravljenje začne prej in ker je vse učinkovitejše. Zanima pa nas, ali si bolniki in zdravniki enako predstavljajo, kdaj je ta cilj v resnici dosežen in predvsem, kako si lahko s skupnimi močmi pomagamo, da bo bolezen v resnici čim bolje obvladana in da ne bo preveč posegala v življenje in predvsem, da ne bo bolela. Zato so danes z nami zdravnik, revmatolog, profesor dr. Matija Tomšič z kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana in še 3 zelo pomembne gostje, ki revmatoidni artritis poznajo zelo dobro in čisto od blizu. Z njimi namreč živijo Helena Murgel, Vojka Vilfan in Alenka Hlebec. Pozdravljene vse 3, oziroma vsi skupaj, lahko se zdaj tudi pokažete z zvokom in sliko. Pa bom mogoče najprej gospo Heleno Murgel vprašala, vi ste upokojena razredna učiteljica, zboleli ste pred več kot 15 leti. Kaj za vas pomeni uspešno zdravljenje in kdaj vi rečete, da bolezen miruje? Kaj je za vas remisija? Lepo pozdravljeni. Zame je remisija umirjanje bolezni, ko ne čutim bolečin in ko lahko vsakodnevno opravljam dejavnosti, ko lahko poskrbim zase, za družino, opravljam gospodinjska dela, vrtnarim, ker pred biološkimi zdravili nisem mogla ne odpreti na primer steklenice, oziroma nisem mogla celo nesti z roko žlico do ust. Ko pa prijemam biološka zdravila, od tedaj lahko opravljam vse ta dela in znova se počutim kot človek in zame se je ponovno vrnilo življenje. Odlično. Me veseli, da je vaša bolezen v remisiji in enako vprašanje bomo zdaj postavili še Vojki Vilfan, profesorici matematike, ki je diagnozo dobila že pri 26 letih. Kaj pa je za vas merilo za dobro zdravljeno bolezen? Lep pozdrav vsem. Mislim, da bi bil odgovor pred 30 leti, ko sem tole začela doživljati, precej drugačen. Takrat sem bila zadovoljna z manjšo odsotnostjo bolečin,
Zdaj pa mislim, da so se standardi potem, da presodim, ali sem v stanju remisije ali ne, precej dvignili, in sicer to je na račun vseh teh bioloških zdravil in ugodnega zdravljenja. Namreč zame je tista dosežena remisija takrat, ko se jaz lahko kvalitetno naspim, ko se zbudim zaradi odsotnosti bolečin, spočita in da lahko potem kvalitetno tudi odpeljem svoje osebno službeno življenje. Super, tudi vi ste zelo lepo povedali, res se naša merila verjetno kar spremenijo potem, ko je enkrat najhuje mimo, in si postavimo spet višje cilje, kar pa je po svoje tudi prav. Z nami pa je še Alenka Hlebec, komunikologinja. So tudi vaši cilji zdravljenja doseženi in ali imata s svojim revmatologom enak pogled na to, kdaj je bolezen v remisiji? Živjo vsem skupaj. Ja, jaz sem trenutno v zelo, zelo dobri fazi. Tudi to rada povem, da se zdaj po moje več kot 1 leto, odkar imam biološka zdravila, res odlično počutim. In praktično je zame v tem trenutku remisija to, da jaz v bistvu sploh ne razmišljam in se ne spomnim na svojo bolezen. Edino opomnik, ki je zvečer, ko mi piska telefon, da je treba vzeti zdravila, in to je to v bistvu, kar je zame edina stvar, ki me spomni na revmo čez dan. Jaz nimam praktično nobenih bolečin trenutno, sploh ne vem, kdaj nazadnje sem vzela tableto proti bolečinam. Tudi ostala zdravila dobro prenašam, odlično spim ponoči, nimam bolečin, lahko hodim na telovadbo, lahko se gibljem, lahko delam praktično vse, lahko se igram z mojo nečakinjo, kar je bilo pred parimi leti skoraj praktično, je bilo treba počivati, da je bila pol energija. Tako da, ja, jaz sem tudi zelo zadovoljna s svojim revmatologom, imava zelo, po moje, zelo korekten in dober odnos in se da vse pogovoriti, tako da moram reči, da jaz sem zelo zadovoljna. Me veseli in mislim, da smo izbrali res lepe primere remisije. Naš gost, revmatolog, profesor dr. Matija Tomšič, pa bo povedal, ali je tako stanje mogoče doseči pri vseh bolnikih, verjetno ne. Dajmo torej zdaj besedo še strokovnjaku, ki se z zdravljenjem in drugih vnetnih revmatičnih bolezni uspešno ukvarja že vrsto let in mislim, da nam lahko veliko pove o tem, kako so se merila uspešnega zdravljenja spremenila tudi za stroko v teh letih. Ko sem pa naprej malce pokukala v pripravljeno predstavitev, pa sem videla nekaj o segrevanju mivke in njenem polaganju na sklepe, tako da zdaj z zanimanjem pričakujem podatek, kako bo to vplivalo na remisijo. Profesor dr. Tomšič, izvolite, lahko delite zaslon in vaše predavanje. Ja, dober dan vsem. Da je gospa Vojka Vilfan dobro, vem, ker je dolg časa nisem že videl. Drugače je bila zelo pogosto gostja našega oddelka, tako da sem ful vesel, da jo zelo redko vidim, pa zelo vesel, da jo vidim zdaj. Moram reči, kar po zelo dolgem času. Po moje se nisva videla več kot 10 let, saj jaz se ne spomnim. Videla se nismo, jaz sem pa bila pri vas. Ja, to pa vem. No, prav, bom jaz zdaj tole podelil predavanje. Upam, da se slišimo in vidimo. Tole je moje predavanje, razkritje. Ja, to pa je v bistvu roka bolnice z revmatoidnim artritisom. Par let že imela to bolezen in pri tej bolezni gre za simetrično vnetje malih sklepov prstov rok. Pa seveda tudi vseh ostalih sklepov, kot so ramena, kolena, mali sklepi na nogah. Bolezen lahko začne zelo različno, pri nekaterih relativno hitro,
pri nekaterih pa tako zelo počasih opozarja, da nekaj ni v redu. Značilno za to bolezen pa je, da so bolečine intenzivnejše v mirovanju, predvsem po noči, kot je rekla gospa Dilfan, za njo je remisija, da se lahko dobro naspi, ker če vnetje je aktivno, praviloma bolnikom ne da spati. In tudi zjutraj so brez energije, prekomerno okoreli in pa seveda pojavljajo se otekline sklepov. Zdaj, koliko pogosta je ta bolezen, glede na našo raziskavo, pravzaprav se pojavi 16 novih bolnikov na 100.000 odrasle populacije in kot vidite v tem je vendarle nekako z leti to pogojena zgodba, tako da je mediana starost, ko se bolezen začne 64 let, seveda pa lahko so bolnice, ki imajo smolo, seveda lahko zbolijo že zelo mlade. Razmerje je, vsaj v Sloveniji, moški ženske 3:1 na škodo na žensk. Zdaj, zakaj ta bolezen nastaja? Če bi bil pošten, bi rekel, pojma nimamo, pa vendarle se neke stvari ve, nekaj nedvomno prinesemo s sabo, potem so na svetu nek genetski zapis, potem so pa zelo pomembni neki dejavniki iz okolja in vemo zanesljivo, da je kajenje eden izmed teh dejavnikov. Potem pa tudi bakterije, ki živijo v naših ustih, nosu, v prebavilih, imajo očitno nek vpliv na razvoj te bolezni. Čez čas se pravzaprav zgodi, da naš organizem izgubi to možnost, da ne napada sam sebe, vsaj kar se tiče te ovojnice sklepne, in potem se pa razvije bolezen. Zdaj, če pogledamo, je v osnovi ta bolezen pravzaprav se dogaja v sklepni ovojnici, če je to en del sklepa, pa to drug del sklepa kost, in tole hrustanc, je tole sklepna ovojnica, ki se pri revmatoidnem artritisu s časoma zelo zadebeli. Noter v tej ovojnici pa so številne vnetnice, ki med sabo komunicirajo z citokini. To so ene drobne molekule in vidite, ta celica komunicira s temi celicami, z TNF, z interleukinom 6, z interleukinom 1, potem so neke B celice, ki imajo velik vpliv na različne celice in čez čas v bistvu se to vnetje s temi drobnimi molekulami zaganja. Zdaj, če pogledamo v sklep in vzamemo eno normalno sklepno ovojnico, je to tale slikca, tele drobne pikice so pa vnetnice. Pri bolniku, ki ima revmatoidni artritis, se pa ta sklepna ovojnica močno zadebeli in popolnoma jo prežamejo te vnetnice, ki sem vam pokazal, se na nek način med sabo pogovarjajo s citokini, s temi drobnimi molekulami in ena z drugim pravzaprav zaganjajo to vnetje. Da bila zadeva še hujša, pa se del te sklepne ovojnice začne urivati v hrustanc. Tole, kar je bolj rožnato, je hrustanc in to, kar noter raste, je v bistvu pa sklepna ovojnica. In v bistvu razžre hrustanc in potem, ko pride do kosti, razžre tudi kost. To je primer ene moje bolnice, kost, ko so ji zamenjali sklep. Vidite, da so tukaj otočki, kjer je noter bila ta sinovialna ovojnica in v bistvu topila in nepovratno okvarila hrustanc in pod tem hrustancem tudi kost. Zdaj, na to bolezen pomislimo, kadar imamo vnetje večjih sklepov. Še posebej, če imamo tudi pozitiven revmatoidni faktor ali pa AKPA proti telesa in če so prisotni tudi vnetje s CRP-jem ali z sedimentacijo in seveda to mora biti kronična bolezen. Če traja več kot 6 tednov, se zdi, da je to bolj verjetno, kot če traja manj kot 6 tednov. In pri vsakem bolniku, pa to delamo pravzaprav zadnjih 15 let, predtem pa ne pri nas in ne v tujini, nismo izračunali, koliko je bolezen aktivna. Če so
zdravniki, ki se ukvarjajo s povišanim krvnim tlakom, znali to natančno zmeriti in reči, takole je v redu, če je pa preveč, je pa treba zdraviti, mi tega v bistvu nismo znali narediti. No, zadnjih 15 let pa merimo aktivnost bolezni in v bistvu štejemo, koliko sklepov je oteklih in koliko je bolečih, in tole skupaj je 28 sklepov. Poleg tega v tej zakomplicirani formuli upoštevamo tudi sedimentacijo ali CRP in pa seveda tudi, koliko bolnik meni, da je bolezen huda, kar se njega tiče. In potem dobimo eno številko, ki se reče, mislim, tukaj je 5,1, DAS pa pomeni Disease Activity Score na 28 sklepih. Tako, ko vam bo nekdo napisal DAS 28, to pomeni, da je bilo pač izračunana, koliko je ta bolezen aktivna. Zdaj, poleg DAS 28 CR pomeni kot sedimentacija ali pa DAS 28 CRP, da je to določeno s CRP-jem, obstajajo še drugi merilci aktivnosti bolezni, ampak so pri nas najbolj se nekako, pa tudi drugje po svetu, prav ta DAS 28 najbolj popularen. In cilj je, da ima bolnik to številko pod 2,6, sprejemljivo je še, če je manj kot 3,2, tole, kar je pa rdeče, je pa nesprejemljivo. In je treba pač menjati zdravilo, dokler ne pridemo do ustreznega aktivne bolezni. Zdaj, kako pa zdravimo to bolezen? Tukaj sem pripravil izpisek iz brošure The Modern Family Doctor, A Guide to Perfect Health iz leta 1914. Takrat so svetovali bogato hrano z meso, zaradi tega, ker so bili bolniki slabokrvni. To je logično, zakaj so to, ne? Ni pa malo manj logično je pa, da so dajali toplo mivko na sklepe, ne? In piše, da predpišemo opijate, ki so kar učinkoviti v brezupnih primerih. Pri nas zaradi recimo te bolezni opijatov že dolgo več ne potrebujemo. Zdaj, kakšna je bila prognoza bolnikov recimo še 10-15 let nazaj? V bistvu življenjska doba krajša za približno 10 let in v 10 letih je 50 do 60% bolnikov ni bilo sposobno opravljati svojega dela, največkrat zaradi pravzaprav bila smrtnost povečana zaradi več malignih bolezni in več srčno-žilnih bolezni, kar pomeni več srčno-žilnih infarktov, možganskih kapi in podobno. In to so pravzaprav posnetki bolnic iz tistega časa, ko mi nismo imeli neznanja, pa tudi ne možnosti, da bi bolnike lahko ustrezno zdravili. Ta bolnica je imela revmatoidni artritis 10 let, tale 17 let, tale pa v bistvu 30 let, ampak to pa nisem jaz od samega začetka zdravil. Tiste prej priznam, ampak tole pa ne. Kaj se v bistvu v zdravljenju spremenilo? V bistvu vemo, da je treba začeti zelo zgodaj zdraviti, kar prej nismo delali, da je treba zelo intenzivno zdraviti v začetku, čim prej, koliko je mogoče umiriti vnetje, in seveda meriti aktivnost bolezni in imeti cilj, da je naš cilj pravzaprav remisija ali pa pri dolgotrajni bolezni lahko tudi nizkoaktivna bolezen. Zdaj, vsi se boste vprašali, pa kako je lahko pravzaprav tako hitro zdraviti bolnike, če pa so take čakalne dobe. Ko smo delali raziskavo in smo 3 leta zapored spremljali vse nove bolnike z revmatoidnim artritisom, smo ugotovili, da novi bolniki rabijo od začetka težav do postavitve oziroma do prvega pregleda pri revmatologu 12,7 tednov. Še nekaj je zelo zanimivega, da ko smo gledali, koliko časa pa poteče od izdaje napotnice do pregleda pri revmatologu za bolnike z revmatoidnim artritisom, je pa to en dan. In zakaj? Zato, ker praktično vsi ti bolniki pridejo k nam z napotnico nujno in ti bolniki pač nimajo čakalne dobe. Zdaj, če te podatke primerjamo z podatki iz najbolj eminentnih centrov v Evropi, pa poglejte samo srednjo tabelico,
Namreč želja je, da bi vsi bolniki bili od začetka težav do prvega pregleda znotraj 12 tednov. In v Sloveniji, v našem centru, imamo takih 47 bolnikov, v najboljšem centru na Nizozemskem, v Leidnu pa 31% bolnikov. Kar pomeni, da v bistvu bolnikov z revmatoidnim artritisom vendarle omogočimo praktično zelo hiter dostop do revmatologa. Kakšna zdravila uporabljamo? Uporabljamo nesteroidne antirevmatike, s tem se bolniki srečajo, preden pridejo k nam, pa seveda tudi čez celo življenje, kakšen naklofen, ketonal, arkoksija, brufen, celebrex in številna ta zdravila zmanjšujejo vnetje, dolgoročno pa nič ne vplivajo na potek bolezni. Potem imamo pa zdravila, ki v bistvu spreminjajo potek bolezni, imamo glukokortikoide, medrol, ki smo ga včasih zelo veliko uporabljali pri nas in v tujini, zdaj se pa ta poraba bistveno zmanjšuje. Zdaj, če govorimo o sinteznih zdravilih, ki spreminjajo potek bolezni, to metotrexat, leflunomid, sulfasalazin, in z metotrexatom običajno začnemo. Potem imamo pa bom še enkrat to slikco pokazal, in te citokine, to se pravi te drobne molekule, s katerimi se vnetnice med sabo pogovarjajo in v bistvu zaganjajo vnetje. In zato imamo zaviralce TNF-alfa, to se pravi proti tem citokinu, ki v bistvu zmanjšujejo vnetje, zaviralc interleukina 6, pa tudi zdravilo, ki v bistvu odstrani delček limfocitov B in s tem pomaga umiriti vnetje. V zadnjih 3-4 letih imamo pa tudi v bistvu tarčna sintezna zdravila, ki jim rečemo JAK inhibitorji. Če so to zdravila, ki se dobijo bodisi v žilo, bodisi s podkožno injekcijo, so to pa zopet zdravila, ki se uporabljajo v tabletah. Zdaj, pri teh JAK inhibitorjih, je pa njihova prednost ta, da ne zavrejo samo ene molekule, ampak lahko zavre tako recimo interleukin 6 in hkrati še TNF-alfa in še nekatere druge citokine, kar pomeni, da so ta zdravila še nekoliko bolj učinkovita in še nekoliko hitreje primejo kot biološka zdravila. Zdaj, če pogledamo pravzaprav, kakšen je princip zdravljenja, ko postavimo diagnozo, takoj začnemo z metotrexatom in z glukokortikoidi. Medrol dajemo zdaj praviloma samo v mišico, mogoče na vsake 3 tedne, 2-krat, 3-krat, potem pa to ni več potrebno. Če pa se stanje ne izboljša v 3 do 6 mesecih, pa potem gremo pravzaprav na drugo zdravilo. To je podatek iz leta 2018, to so priporočila iz leta 2020 in če pogledamo, kako na našem oddelku zdravimo, vidimo, da so glukokortikoidi dobili v 84% ob prvem pregledu in metotrexat v 80%, kar pomeni, da še preden so bila uradna priporočila poslana, smo se mi pravzaprav že tega držali, ker smo vedeli, da je to uspešno zdravljenje. Če seveda metotrexat ni učinkovit ali pa imajo bolniki neželene učinke, potem gremo lahko na leflunomid ali pa kar na biološko zdravilo. In če to ni učinkovito, zamenjamo pač neko drugo zdravilo in poskušamo najti, da je bolezen solidno urejena. To se pravi, to so še enkrat principi zdravljenja in zdaj vprašanje, ali smo s tem zdravljenjem vplivali na to, recimo, da je bila življenjska doba bolnikov daljša. In pokazal vam bom prvo raziskavo, to je iz Anglije. Če je to svetlo-zelena črta, je to pomembna razlika glede umrljivosti, glede splošne populacije, to je revmatoidni artritis, to je splošna populacija, to se pravi revmatoidni artritis, bolniki veliko prej umrejo, če so to bilo v tem obdobju 1999-2006, potem je pa to samo malo kasnejše obdobje, 2007-2014, pa se je ta umrljivost dramatično zmanjšala.
se skoraj pravzaprav približuje normalni, zdravi populaciji. In to, poglejmo, to se pravi, tudi po se že nekoliko večjo umrljivost, še vedno po nekako 3-4 letih, ampak zdaj poglejte švedsko študijo. Ta pa v bistvu v temle obdobju, ko so jih gledali, primerjali 17.000 bolnikov z 78.000 splošne populacije, pa praktično v prvih 10 letih se več ne razlikuje umrljivost glede od splošne populacije do tistih bolnikov, ki imajo revmatoidni artritis. Kar pomeni, remisija bolezni, ne pomeni samo to, da boli, da ne boli, pa da ponoči lahko spite. Ampak to pomeni dobesedno, da lahko pričakujete pravzaprav normalno življenjsko dobo, kar še 10 let nazaj pravzaprav ni bilo mogoče obljubiti. In ko bolniki meni rečejo, koliko časa bom pa mogel te kemikalije jemati, glejte, prav zaradi teh kemikalij, ki jih določeni bolniki enostavno sovražijo in jih ne želijo prijemati, bojo imeli popolnoma normalno ali pa čim bolj normalno življenje in seveda normalno ali pa primerljivo življenjsko dobo za zdravo populacijo. To se pravi, remisija bolezni je seveda cilj zdravljenja. Eden od izzivov z moje strani pa lahko rečem, da je treba tudi malo povrniti zaupanje v zdravstveni sistem, ki so ga zadnjih 20 let poskušali vsi zelo intenzivno majati, in to, kar se zdaj pravzaprav dogaja v tej epidemiji, za mene ni čist nič novega in kaže pač na to, da nekega velikega zaupanja v naš zdravstveni sistem veliko ljudi pravzaprav nima. Nekateri upravičeno, večina bi pa rekel neupravičeno. Pa vidim, da sem naredil tiskarsko napako. Zaključki. Se vam zahvaljujem za pozornost. Tako, hvala, profesor dr. Tomšič, tudi mi se vam zahvaljujemo. Mislim, da ste kar dobro zbudili zaupanje v zdravstveni sistem s tem predavanjem. Videli smo številke. Lepo je videti, kako hitro imajo slovenski bolniki postavljeno diagnozo, ker to pomeni boljše obete za uspešno umiritev bolezni. Mogoče lahko na tem mestu še enkrat postavimo tole anketno vprašanje, ki smo ga že, oziroma ne, to je zdaj že drugo vprašanje, se opravičujem. Pa vprašamo to, če menimo, da bolezen ni v remisiji, verjetno so tudi taki med vami, kako se potem odzovete? No, profesor Tomšič, jaz mislim, da tole vprašanje govori, ti odgovori govorijo o tem, da današnji udeleženci predavanja zaupajo zdravstvenemu sistemu. Kaj pravite? Ja, jaz mislim, da veliko bolnikov kar direkt komunicira z revmatologom in če nekako kaže na aktivno bolezen, pač tega bolnika pogledamo prej, ko je pač prva možnost. Morate vedeti, da imamo mi ambulante naprej razpisan za 1 leto in da iščemo potem neke luknje, vse neke dodatne ambulante. Včasih prostorsko ni mogoče pač nikjer imeti dodatne ambulante, ampak praviloma pa gremo bolnikom nasproti in jim pač pomagamo takrat, ko je hudo, in jim poskušamo pač pomagati. Bi pa zdaj izkoristila priložnost, da so z nami še vedno tudi gospa Alenka, Vojka in Helena, pa bi vprašala, če se je njihov pogled na remisijo po tem predavanju kaj spremenil. Verjetno ne, ker so že prej kar dobro vedele, kaj zanje je remisija. Imate kakšno vprašanje za profesor Tomšiča, zdaj, ko imamo priložnost, da ga še kaj vprašamo? Gospa Helena? Jaz se kar strinjam z dr. Tomšičem glede tega. Jaz tudi vse, če se me poslabša stanje, takoj to povem revmatologu in se pogovoriva o nadaljnjem zdravljenju. Tako, kaj pa gospa Alenka?
Jaz nimam vprašanja, imam pa eno pripombo, in sicer, da sem zelo vesela, da sem slišala, da zdaj pač že drugič v 2 mesecih, da se je moja pričakovana življenjska doba precej podaljšala, prav tudi zaradi novih zdravil, tako da zdaj lahko še več načrtov si naredim, tako da je to pravzaprav zelo dobra informacija. Me veseli. Pa še gospa Vojka. Ja, jaz bi, kar se tiče tele pričakovane življenjske dobe, pripomnila samo toliko, da takrat 30 let nazaj, ko sem zbolela, jaz pravzaprav nisem razmišljala, koliko let bom doživela, ampak kako bom preživela en teden. Kako bom svojo punčko, ki je bila takrat stara pol leta, sploh previla. Meni je bil cilj biti fajn takrat. Kaj bo čez 50-60 let, v bistvu nisem niti razmišljala, to so naši strokovnjaki razmišljali. Hvala vam res za te osebne izkušnje in da ste to delili z nami. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste prišli zraven in vse to povedali. Jaz bom pa zdaj še enkrat res postavila vprašanje o remisiji, tisto, kar sem hotela že prej, da še enkrat ponovimo. Če se zdaj mogoče odgovori kaj razlikujejo, jaz vidim, da so se mogoče zahteve še povečale po tem predavanju, ali pa ne. Malo še počakajmo. Tako, mislim, da bo dovolj, da se zastavila. Se pravi, zmožnost brez težav opravljati vsakodnevne aktivnosti, če tudi je bolečina še nekoliko prisotna, 69%, popolnoma odpravljena bolečina 23%. Mislim, da je to nekako priložnost, da vprašamo profesor Tomšiča kot strokovnjaka, kako pogosto pa je lahko taka remisija v resnici dosežena. Koliko bolnikov jo doseže po tistem vašem kriteriju, kako ste že prej, DAS 2,6. Je tako? Je. V bistvu je, zdaj procentualno vam ne vem povedati, ampak jaz mislim, da je nizko aktivna bolezen in remisija med 50 in 60% bolnikov aktualno. Ker vedno je možno, da tudi tisti, ki so bili bolniki v remisiji, da čez čas se bolezen ponovno poslabša in je treba pač zamenjati terapijo. Tako da je pa v zadnjem času parih let recimo opažamo, da bolniki pač ne želijo se zdraviti tako, kot bi bilo morda smiselno, odklanjajo terapijo in zaradi tega je tudi seveda bolezen lahko bolj aktivna, ker enostavno ne želijo prejemati zdravila. Pri nas v Sloveniji imamo sicer res izrazito hiter dostop do revmatologa za bolnike, ki imajo pač vnete sklepe. Problem pa je to, da je včasih ta dostop prehiter, da ima bolnik 5-6 tednov bolečine v enem sklepu, mi naredimo avto proti telesa, vidimo sedimentacijo in vidimo, da ima bolnik revmatoidni artritis, ampak to res popolnoma v začetni fazi. Potem mu napišemo in mu povemo, da bi predlagali zdravljenje z metotrexatom, on pa reče, to pa ne, to pa jaz ne bom, jaz bom pa malo spremenil sistem življenja, pa prehrano, pa malo bom še probal. In potem kar nekaj takih bolnikov izgubimo za pol leta, leto, ko pridejo potem nazaj z intenzivno teklimi sklepi, potem imajo pa nekoliko več motiva, da bi se zdravili. In tudi, ko mi recimo želimo intenzivirati zdravljenje, bodi si z dvigom odmerka metotrexata, dodati še nekaj, bolniki rečejo, vse sem kar v redu, jaz ne rabim več, jaz sem se zdaj na to kar navadil, malo me boli, ampak ni nič hudega, jaz bi kar ne bi želel spreminjati. Tako da v bistvu še več, recimo bolniki, ki imajo na začetku odklonijo depomedrol, ker v bistvu, kar se da intramuskularno, so to minimalni odmerki, ampak takoj ugasne vnetje in v bistvu bi bolniku to grozno koristilo, ampak ne. Tako da veliko je, bi rekel zdaj, odločanja in soodločanja in odklanjanja terapije in
Zato pravim, da je to zaupanje, pa to ni samo moj problem, da se vidi, da se je nekako zaupanje izgubilo v ta zdravstveni sistem in da vsak želi malo po svoje to zdraviti. In mi seveda povemo, zakaj je super, da bi se tako zdravili, ne moramo pa seveda nikogar prisiliti, da bi pač to jemal. So pa zares veseli, če nam povejo, da ne jemljejo zdravila. Ker včasih se zgodi, da natančno povejo, kaj jemljejo, pa ko gledamo v sistem, vidimo, da zdravila niso 1 leto dvignila, ne. In potem to res nima nekega smisla. Boljše, da rečeš, jaz pa ne bom nič se zdravil, pa dajte bi vse jih prišel na kontrolo in bomo seveda to mi sprejeli in ga probali ob naslednjem obisku pač prepričati, da bi bilo morda smiselno, da bi jemal zdravila, ne. Pa kaj se vam večkrat zgodi, da bi bolniki radi še več, da bi radi še boljše zdravljenje, da bi radi, ali se vam večkrat zgodi, da odklonijo pravzaprav? Želijo, mislim, če imajo malo težav, jim je to v redu, ne bi poskušali z drugimi zdravili, zaenkrat sem s tem kar v redu in bi kar s tem nadaljeval. Pa si s tem delajo škodo? Ja, to smo dokazali, ne. Da v bistvu, če so ljudje v remisiji, če so korektno zdravljeni, imajo sigurno veliko dobrobit na dolgi rok, ne, in tudi na kratki rok. Poglejmo še malo vprašanja, ki smo jih dobili prek četa. Petra Zajec vas pozdravlja in sprašuje, v kakšnem deležu vpliva bolnikova ocena bolezni po 100-milimetrski skali, sem prav prebrala, na končno oceno aktivnosti bolezni po DAS 28? Petra, živjo, pojma nimam, precej, lahko rečem, ker je ta ocena je res precej pomembna. Namreč to je res komplicirana formula z odvodi, mislim, res prav komplicirana, to je računalnik v ozadju pač naredi, velik vpliv ima. Tako da se nekako celo razmišlja, da bi ta vpliv na nek način zmanjšali. Zakaj? Zato, ker te lahko sklepi bolijo tudi zaradi tega, ker ima človek malo osteoartroze z leti, se malo sklepi spremenijo. In nekateri bolniki tega enostavno ne znajo ločiti in reče, mene boli, to me boli, on me boli. Ti pa vidiš, da v bistvu na nek način nekega vnetja ni, ne po krvi, ne vteklih sklepov ni, ne. In potem tudi ne menjaš kar tako zdravilo, samo zaradi tega, ker morda bolnika boli samo zaradi izrabe sklepov, ker veš, da mu s tem ne boš nič koristil, če bo zamenjal zdravilo, ne. Tako da ja, ima kar velik vpliv in je to zelo pomembno, da bolnik se malo vnaprej pripravi, da bo vedel povedati svojemu revmatologu, da ne bo rekel, joj, ne vem, ja, saj vem, da me boste vprašali, saj se jaz to vem, ampak to je toliko težko, če bi rekel za koleno, je toliko, ne, gospa, za vse skupaj mene zanima, ja, veste, pa včeraj je bilo čisto drugače kot danes, tako da je tudi za bolnika to težko povedati, ampak je pa res tako eno povprečje, recimo v zadnjem tednu je fino, če ima bolnik pripravljen, ko bo rekel to oceno, ne. Še eno vprašanje smo dobili, gospa Barbara sprašuje, ali je remisija pogosta tudi pri bolnikih, ki so že dlje časa bolni, vsaj 20 let. Dalj časa, ko traja bolezen, manj je verjetno, da bo remisija, je pa možna in pogosto jo tudi vidimo. In spet Petra z zanimivim vprašanjem. Kaj pa, če bolniki z revmatoidnim artritisom dosežejo remisijo ali potem opustite biološko terapijo? Kdaj se začne razmišljati o tem in po kakšnem času od ocene, da je remisija dosežena? Petra, dan, živjo, dolg časa se nisva videla, hvala za vprašanje. Ja, včasih smo o tem nismo kaj dosti razmišljali, ne. Zdaj pa zelo pogosto razmišljamo. Imamo pa več v bistvu situacij. Če je bolezen recimo 1 leto res v dobri remisiji, potem nekateri bolniki sami rečejo, kaj pa če bi midva malo zmanjšala ta zdravila, ne? In če res remisija, rečem, pa dajmo zmanjšati, dajmo probati zmanjšati, ne? Kaj se, če se da neko biološko zdravilo na teden, dni ga damo na 10 dni, tisto, ki se da na 14 dni, ga damo na 3 tedne, tisto, ki se da recimo na 4 tedne, damo na 5 ali pa 6 tednov in počakamo malo, kako se bo zgodilo. Zdaj, glede na raziskave se zdi,
da nekoliko podaljšan interval zdravljenja ne vpliva pomembno na remisijo, kar pomeni, da remisija praviloma kar ostane. Največji problem je, če ukinemo zdravilo. Takrat pa v velikem odstotku bolnikov grejo nazaj v aktivno bolezen. Je pa res, da praviloma, če uporabimo isto zdravilo, enako dobro tudi to zdravilo ponovno prime. Skratka, so pa bolniki, ki imajo pa dolgo leta revmatoidni, pa pravim, da je tole malo zmanjšati recimo 14 dni na 3 tedne, tudi slučajno ne. Meni ne bo nikoli več tako hudo, kot mi je bilo, in prosim, če lahko, jaz želim to zdravilo prejemati na 14 dni in jaz ne bi čisto nič spreminjala. Tako da imate v bistvu bolnika, ki sam prosi, imamo opcijo, da mi rečemo, toliko časa ste že v remisiji, kaj pa če bi malo podaljšali interval, in vedno je dogovor med bolnikom in med zdravnikom. Če bolnik reče ne, želim na 14 dni, kot sem doslej, pa pač tako ostalo. Lahko vedno upoštevate tudi bolnikove želje, recimo. Se gre za njega, to je njegovo življenje, njegova bolezen in mi samo želimo pomagati, da bi on, kakor se da, normalno funkcioniral s to boleznijo po našem najboljšem znanju. Recimo 10 let nazaj nismo nikoli tega predlagali, pa 15 let, ker smo mislili, da če bomo to naredili, bomo nekaj hudega naredili, pa ponovno zbudili bolezen. Pa nismo vedeli, da bo ponovno potem zdravilo prijelo ali ne bo. Tako da v bistvu zdaj pa vemo, imamo raziskave, ker medicina funkcionira na podlagi dokazov. Ko dobimo nek dokaz, mi potem lahko tudi bolnikom dosti suvereno pravzaprav svetujemo, bolniki se pa potem tudi sami odločajo, ali se s tem strinjajo ali pa tudi ne. Tudi metotrexat je tako zdravilo, jaz bi ga pa najrajši nehal jemati. Okej. Po raziskavah vemo, da je pri določenih zdravilih super, če zraven še 10 mg metotrexata, ni treba 15 ali pa 20, 5 je pa premalo, 10 je pa ravno prav. Ampak nekateri bolniki rečejo, ne, jaz sem pa toliko dober, pa ne bi več metotrexata in pač zapišemo na bolnikovo željo, opuščamo zdravljenje z metotrexatom in držimo pesti, da se je bolnik prav odločil. In dostikrat se prav odloči. Se mi pa zdi, da ste včasih kar razočarani v bistvu nad nezaupanjem v stroko in tudi sami ste prej rekli, kaj pa če bolnik, se vam zdi prav, da bolnik pove, če pričakuje od zdravljenja več, kako se vi odzovete? Od zdravljenja več? Zdaj... Če ni zadovoljen, če vedno čuti bolečino, če ne more spati, prej smo slišali, da je spanje tudi zelo pomemben dejavnik. Ja, če mi mislimo, da je še vedno aktivna bolezen, potem definitivno pomagamo s tem, da poskušamo najti neko drugo zdravilo, ki bi mu bolezen umirilo. Če pa mi razmišljamo, da ima ta bolnik morda bolečino iz nekega drugega razloga. Prej sem omenil recimo osteoartrozo, če ima bolnik recimo pridruženo fibromialgijo. Jaz lahko 100-krat zamenjam zdravilo, bo ta bolečina ista ostala. Razumete? In v bistvu je treba vedeti, zakaj bolnika boli. Dostikrat ne vemo čisto natančno, ampak znamo pa precej natančno izključiti, ali je vnetje tisto, ki boli ali ne. Naredimo sedimentacijo, CRP, potipamo sklepe, včasih naredimo tudi ultrazvok. Nismo prepričani, ali je vnetje v sklepu ali ni vnetja v sklepu. In če je vnetje, poskušamo z menjavo ali pa z dodajanjem ali pa z zvišanjem intervala aplikacije določenih zdravil. Če pa meni revmatolog, da v ozadju ni aktivna bolezen, ampak je bolečina nekega drugega razloga, recimo ima bolnik tudi sladkorno bolezen, vemo, da sladkorna bolezen lahko pogosto prizadene živce in imajo zaradi tega bolečine. Ampak če bomo mi zamenjali biološko zdravilo, ki bolniku pomaga, ali pa metotrexat, ki mu pomaga, pa mu dali drugo zdravilo, mu lahko samo to naredimo, da mu drugo zdravilo morda ne bo pomagalo. Tako da v bistvu je treba vedeti, zakaj boli in, a veste, izjava
ene bolnice, ko sem ji razlažil, lejte, ja, pa kaj vi mislite, mene še vedno boli, ne? Gospa je stara 70 let. Pa pravim, ja, lejte, to aktivna bolezen ni, a ne? Ampak se veste, so se sklepi spremenili zdaj, pa se niste še toliko stara. Pa pravim, ja, se ne, ampak kljub temu kože nimate iste, kot pri 20 letih. Lasje, pa hormone tudi ne. Verjemite mi, da tudi sklepi niso enaki, kot ste bila 20 let stara. Pa rekla, hočete reči, da ima malo utrujen material. Pa pravim, recimo, ne, ampak na ta utrujen material v narekovaju protivnetna zdravila ne delujejo. Ja. Je pa verjetno tudi doživljanje bolečine od bolnika do bolnika drugačno, ne? Nekatere dejansko bolj boli in to moramo verjetno tudi razumeti, ne? In tudi slike verjetno ne odražajo vedno dejanskega stanja, ne? Lahko so na slikah vidne poškodbe, pa bolečine ni, ali pa obratno. Seveda, jaz se najbolj bojim bolnikov, ne, ki jih malo boli. Ti bolniki so zelo slabo motivirani za zdravljenje. Ker prav, skačem pa se ima, če pa skoraj nimam bolečina. Ga moti. Una slika, ki sem kazal, ena bolnica je bila, njo so motili, ki je videla, da so sklepi utekli, njo ni nič kaj dosti boleli. In to je bila katastrofa od bolezni, ker ni imela prav nobenega motiva, da bi se zdravila. In takih je kar nekaj, ki jih relativno malo boli in potem bolnike bolj silaš zdravljenjem kot ne, bolniki pa bolj, bi rekel, odklanjajo. Zdaj, če ima nekdo pa intenzivno vnetje, pa ga fino boli, pa ponoči ne more spati, no, to je pa že bolj motiviran bolnik. Občasno tudi samo v tistem trenutku, ko pač ima te težave, ko se umiri, že začne preskušati z spuščanjem zdravil, pa zniževanjem odmerkov, pa tako. To je malo tudi v človeški naravi, saj vsi nekako malo tako funkcioniramo. Mogoče lahko zdaj spet udeležence vprašamo, kaj pa je zanje najbolj pomembno pri zdravilih, ne? Če prejemajo zdravila za zdravljenje revmatoidnega artritisa, kaj je pri njih najbolj pomembno, ne? Dolgoročno delovanje, hiter začetek, način jemanja, izkušnje, vabljeni spet k glasovanju. Da vidimo. Se pravzaprav, so vsi ti odgovori so na nek način pomembni, težko je reči, da kaj ni pomembno. Mogoče ne, da je zdravilo najnovejše, to ni najbolj pomembno. Najbolj pomembno je verjetno, da dobro učinkuje. Imate vi kdaj izkušnje, da bolnik pa želi kar najnovejše zdravilo, če tudi mu prejšnjo deluje dobro? Ne, tega ni. Se pa spomnim ene bolnice, ki je prišla k meni, po nekem času ni hotela se zdraviti, potem je pa družinski zdravnik ponovno predpisal to zdravilo metotrexat, ki ga prej ni želela jemati in ga je že jemala pol leta, prej je prišla k meni na pregled in pravim, joj, gospa, tole pa ne bo v redu, še vedno imate toliko uteklih sklepov, pravim, bo treba dati kar biološko zdravilo. Če se strinjate, pa ona rekla, ja, Humiro bi. Pravim, zakaj ste pa se odločili za to zdravilo? Ja, moja sestra ima luskavco, pa ima Humira, pa ji ful dobro pomaga. In seveda smo ji dali Humiro, ker je pač to želela. Ker to, da bolnik dobi tisto, kar si želi, mislim, če je pač to mogoče in strokovno korektno, je super, ne? Potem je bolnik vesel, ker je dobil tisto, kar je želel, mi pa tudi, ker imamo pred sabo bolnika, ki je zadovoljen. Ja, v bistvu so nam zelo različne stvari lahko pomembne, ne, pri zdravilih, tudi mogoče način jemanja je za koga pomemben, ne. Ja, čeprav ne verjamem res, da je smiselno menjati zdravilo samo zaradi načina jemanja, če prejšnje zdravilo deluje. Jaz si ne bi upala zamenjati, kaj pa vi? Vidim, da so še vedno najbolj priljubljene kar tablete, kar je na nek način
razumljivo, mogoče najlažje, a ne, za jemanje. Sicer pa imate verjetno različna, mislim, kako je po deležih, katera zdravila največ uporabljate? Infuzije, tablete, injekcije? Sigurno največ uporabljamo tablet, ker veliko bolnikov je pač umirenih na metotrexatu ali na leflunomidu, potem so pa zanesljivo podkožne injekcije. Kako pa je, samo trenutek, slika mi nagaja, tako, verjetno je prav, da so pričakovanja visoka, ampak to niso pričakovanja samo za zdravnika, pa samo za zdravila, ampak mora tudi bolnik prispevati svoje, mora prispevati k obvladovanju bolezni, verjetno. Zdaj smo zelo veliko govorili o zdravilih, ampak verjetno je pomembna tudi prehrana, pomembno je gibanje, mogoče tudi cepljenje zdaj v teh časih. Ja, seveda, vse to je pomembno. Dokazano je, da mediteranska prehrana ugodno vpliva protivnetno, kar pomeni, da je mediteranska prehrana pomembna. Kar se cepljenja tiče, imate bolnike, ki se ne želijo cepiti, in se ne želijo cepiti recimo tudi, če vejo, da imajo recimo biološko zdravilo, ki izrazito poslabša potek morebitne okužbe z COVID-19. Tako da nekaj časa pravzaprav niti nismo dajali tega zdravila, mi smo bolnike prosili, da naj se grejo cepiti. V zadnjem času je pa tako, da je veliko bolnikov odklonilo cepljenje in ker imajo tak tip bolezni, da v bistvu tudi revmatoidnega artritisa, da so imeli že prej vsa zdravila razen tega in to zdravilo pravzaprav je edino, ki jim pomaga, in pač razložimo, da kakšno veliko tveganje sprejemajo in kljub temu v bistvu zavračajo cepljenje in njih pa seveda zdravimo, ker druga opcija je pač, da se bolezen razplamti in tako da zelo različne. Zdaj, Ameriško revmatološko združenje v bistvu svetuje vsem tem bolnikom, ki prejemajo neka imunosupresivno zdravilo 3 odmerke, zdaj pa recimo Pfizer pa čez mesec dni in potem takoj 3. odmerek 28 dni po drugem odmerku. Zdaj, EMA tega še ni sprejela, ampak bolnikom pač svetujemo, da se cepijo. Mogoče pri nas v Sloveniji se premalo poroča, koliko ljudi v bolnici je trenutno necepljenih. Imam pa podatek za Hrvaško iz edine bolnice, kjer zdravijo COVID bolnikov, zdaj so jih zdravili 6300 bolnikov in je ta, ki vodi to bolnico, mi je v soboto pač povedal, da je 82% bolnikov necepljenih v bolnici in samo ena bolnica, ki je bila polno cepljenja, je na respiratorju, ostali so pa samo necepljeni na respiratorju. Tako da v bistvu cepljenje res zaščiti bolnika pred težkim potekom bolezni. Mogoče pa bi še bolnice malo povedale glede cepljenja, kakšne so pa njihova stališča pa izkušnje. Ne vem, če želi kakšna od vas kaj povedati. Smo jim obljubljali, da ne bomo preveč izpostavljali, ampak... Ja, jaz nimam problema s tem. Jaz sem cepljena za COVID, za hepatitis, za gripo, za klopni meningitis, praktično za vse, ker sem pač tudi veliko potovala in mi je bilo to ne vem, zakaj bi jaz sploh razmišljala o tem, ker če meni moj revmatolog, ki mu zaupam, ker je zdravnik in revmatolog, svetuje, naj se cepim, jaz nisem zdravnik, jaz sem komunikolog, jaz lahko presojam, kako nekdo komunicira, ne morem pa presojati, kaj je koristno zame v tem smislu, zato pač jaz njemu zaupam in ko je pač... Ne vem, zakaj bi pač tudi recimo zaradi bolezni, ki se jih da preprečiti s cepljenjem, jaz
zbolela. Meni je to tako pač neka pragmatična odločitev tudi, ne, po eni strani. Tako da, če bojo pač predlagali tretji odmerek, se bom pa cepila. Saj jaz niti nisem imela nekih težav po cepljenju. Tako da tle jaz tudi povem, da je pač tako, kot ne zastopam, kaj točno piše v navodilih za uporabo bioloških zdravil, ne. Vse tiste stvari tudi ne razumem, kaj pač v podrobnosti je v cepivih, tako da jaz, če celotna stroka reče ja, potem ne, so oni verjetno tisti, ki so najbolj poklicani za to, tako da... Zaupamo pri teh vprašanjih raje strokovnjakom, kaj ne? Tako. Ja. Kaj pa gospa Helena, vidim, da boste tudi vi še nekaj povedali? Jaz sem se tudi, takoj, ko je bilo možno, sem se tudi cepila in sicer povabljena sem bila že prej, ker pa sem imela vnetje sklepov, sem odložila in sem potem, ko je vnetje minilo, sem se takoj odločila za cepljenje. In počutim se nekako bolj varno, bolj sproščeno. Sicer vem pa, da moram še vedno upoštevati vse ukrepe. Hvala tudi za to. Res je, ne, da če je bolezen aktivna, pa cepljenje ni priporočljivo, se počaka, da se vnetje umiri. Ja, no, zdaj zadnja priporočila to ne več ne govorijo, ne. Pravzaprav ni kontraindikacije za cepljenje pri bolnikih, a ne. Seveda, to je priporočilo, vedno je to treba z trezno glavo in bolniku, po pogovoru z bolnikom se odločati, ali je to smiselno ali ne, ampak priporočila so taka, da tudi ob aktivni bolezni se lahko cepi, ker je to manjše tveganje, kakor pa pač, da bolnik zboli za covidom, a ne. No, hvala za to dodatno informacijo, tega res nismo vedeli. Zdaj pa, ker smo se že dotaknili, a ne, epidemije in teh trenutnih razmer, mogoče lahko poveste, kako trenutno poteka obravnava bolnikov na kliničnem oddelku za revmatologijo. Petra pravi, da se močno trudite in da pravočasno obravnavate bolnike z napotnico pod nujno in zelo hitro ter triažirate napotnice. Kako poteka ta triaža? Mislim, triažo imamo zdaj že, bi rekel, skoraj 8-9 let, tako da poskušamo iz teh napotnic zbrskati tiste, ki imajo v resnici neko vnetno revmatično bolezen in na ta način pravzaprav tudi poskušamo te bolnike zelo hitro tudi pogledati. Tekom celotne epidemije so bolniki z napotnico nujno bili pregledani naslednji dan, tudi ko je bila najhujši drugi val, ni bilo nobenega zadržka, da bolnike ne bi pač pogledali. In tisti, ki so imeli zelo hitro, znotraj 14 dni, vse bolnike smo tudi, ki jih nismo gledali v ambulanti, poklicali po telefonu, se dogovorili, če so rekli, da je bila pač ima neko poslabšanje, smo jih naročili, ampak ne k njihovim revmatologom, ampak v mešano ambulanto, ker smo bili takrat na 2 različnih lokacijah, a ne. Zdaj pa poteka praktično normalno delo. PCT pogoji nam omogočajo, da bolnike gledamo pač v enakem obsegu, kakor pred epidemijo, enako tudi seveda v vseh ostalih ambulantah, urgentni, tako da zdaj praktično ni posebne razlike. Zdaj smo, kot kaže, sprožili val vprašanj o covidu, a ne, ker je to očitno še vedno pereča tema. Tukaj le gospa Erika sprašuje, pa ne vem, če dobro razumem vprašanje, po prebolelem covidu, koliko J3 potrebuje, a je to, ne vem, kaj bi to pomenilo? Ja, mislim, zdaj, če bolezen izzveni, a ne, temperatura pade, splošno počutje se izboljša, potem recimo za počakati še z biološkim zdravilom, mogoče teden dni potem nadaljevati z tem zdravilom, tako da kakšne daljše pavze po prebolelem covidu, da bi delali pavzo z biološkimi zdravili, ni potrebno, a ne. Naslednje vprašanje je podobno. Kaj pa je potem z metotrexatom, ali je tu treba kaj opustiti že pred cepljenjem, to zdravilo?
Ne pred cepljenjem, pač pa po cepljenju. Priporočilo je, da se metotrexat teden dni po cepljenju, v tistem tednu po cepljenju ne vzame. Za gripo je bilo dokazano, da je celo boljše, če se 2 tedna po cepljenju ne vzame metotrexata. Za COVID je zaenkrat priporočilo 1 teden. Tisti bolniki, ki prejemajo JAK inhibitorje, pa tudi ne bi prejemali to zdravilo teden do 2 po tem, ko so se cepili. Za vsa ostala zdravila pa ni nobenih sprememb. Sprav, če nekdo prejema pač adalimumab, humiro, hirimos, kakršnokoli že drugo zdravilo na recept, v bistvu se to daje kar naprej, brez prekinjanja, razen metotrexat in JAK inhibitorje, se pa po cepljenju pač 1 teden ne da. No, to so kar pomembna navodila v tem času. Gotovo si želite ozaveščenega bolnika, ki hoče o bolezni vedeti čim več, sploh če poišče take kredibilne vire, verodostojne vire, na primer pri Društvu revmatikov Slovenije, ne mogoče na forumih, kjer marsikaj kroži naokrog. Ja, jaz bi rekel, da jaz ne uporabljam forume in jih ne berem, mi pa bolniki večkrat povejo. Se mi zdi, da na forumu niso bolniki, recimo, ki so dobro urejeni, ki so zadovoljni s svojim zdravjem, oni pač živijo neko svoje življenje in to, da so oni dobri, prav veliko ne delijo. Tak je moj vtis po pripovedovanju. Bolniki, ki pa imajo nekoliko slabšo izkušnjo, pa to želijo o tej slabši izkušnji, bodisi v neželenem učinku, bodisi recimo nenazadnje v odnosu zdravnika, o čakalnih dobah, pa to želijo zelo, bi rekel, na velik glas pač razložiti. In potem je ta vtis, da je morda več neželenih učinkov, več slabih učinkov, več slabega, bi rekel, obravnave bolnikov, kakor je tega morda v resnici. Ker tisti, ki je nekako dober pa zadovoljen, ta prav veliko ne bo pisal, ampak bo šel raje ven teč ali pa v kino ali pa kaj drugega. Zdaj ne vem, mogoče bo gospa Hlebec to zadevno kaj več lahko pokomentirala, ki je strokovnjakinja z tega področja. Me prav zanima, kaj si ona misli. Ja, bi se kar strinjala z vami, sploh če še gledamo malo družbena omrežja, s čimer se jaz primarno v bistvu ukvarjam. Velika večina ljudi je pač na nek način ima zelo izoblikovano mnenje o nekih stvareh, predvsem pa so ponavadi pač bolj prevladujoči tisti, ki imajo neke po svoji, bom rekla, po svojem mišljenju slabe izkušnje. Ni nujno, da je to bilo res tako slabo, dostikrat je mogoče tudi malo problem komunikacije, ampak v splošnem je pa tudi, se mi zdi, trenutno neka taka močna tendenca po tem, da ni več nobene empatije. Nobenega občutka za sočloveka, nobene te samorefleksije in tudi ne občutka za to, da je tudi na drugi strani človek, ki ima svoje težave, svoje probleme, mogoče tudi svoje bolečine. In če bi mogoče malo bolj, bom rekla, bili empatični, sočutni, razumevajoči drug do drugega, pa če bi se osredotočili predvsem na mogoče bolj pozitivne stvari, ne samo na negativne stvari, bi veliko lažje živeli, čistko. Je pa res, da se pa treba zavedati, da te platforme pač živijo od tega engagementa, mi temu rečemo, in pač se tudi bolj spodbujajo oziroma bolj kažejo negativne kot pozitivne, ker to so stvari, ki spodbujajo klike. To je pač sam princip delovanja družbenih omrežij. Tako da je pa res, da pač večina tistih, ki so zadovoljnih, mogoče enkrat komentira, pol ga vsi napadajo, pol pa si reče,
grem jaz po svoje, pa se vi lepo mejte tukaj na teh družbenih omrežjih pa forumih. No, tako da z tega stališča je mogoče to nek tak uvid v to. Hvala, gospa Alenka, tudi za tole mnenje. Mislim, da se vsi strinjamo tukaj. Mogoče bi še vas kdaj povabili na kakšno predavanje, takole, na kakšen webinar naslednji, pa bomo vsi bolj strpni postali drug do drugega. Ja, veste, to mi vidimo, ko upravljamo družbena omrežja. Vse smo, samo ljudje ne. Ja. Ne. Tako da dobiš zelo trdo kožo, ampak moram reči, da takrat, ko nisem dežurna, sem zelo vesela. Prav. Jaz bom medtem, ko naprej sprašujem, postavila še kakšno anketno vprašanje, to smo naprej pripravili, čeprav zdaj pogovor teče nekako v drugo smer, pa lahko vi, mogoče udeleženci v ozadju glasujejo, mi pa se pogovarjamo naprej. Imamo še nekaj zelo specifičnih vprašanj. To smo že. Zakaj ob zdravilu Maptera vedno bolniki jemljejo tudi metatraksat? Ne vedno, če je pa mogoče in če ga prenašajo, pa je zaželeno. Enostavno dokazi so taki, da je učinkovitost boljša z metotraksatom. Tudi boljše je, če jemljete ravo ob Mapteri. In če bolniki prenašajo in se s tem strinjajo, potem je pač večja verjetnost, da bo prišlo do remisije in da bo zdravilo pač učinkovito. In da ne bo v bistvu napačno razumljeno, so bolniki, ki rečejo, jaz pa metotraksata ne bom več jemal in nadaljujemo z Maptero in ne pride do poslabšanja bolezni. Tako da v bistvu ni vedno, da se bo, ampak mi vedno gledamo pač na klinične raziskave in vidimo, da večji odstotek bolnikov, ki so pač imeli kombinacijo, je v remisiji, če ima zraven metotraksat, kot tisti, ki ga pač nimajo. Zato je nasvet tak, ampak če bolnik reče, jaz pa tega ne bom jemal, bo kljub temu dobil Maptero naprej. In kot sem rekel, poslušamo bolnike in včasih imajo bolniki absolutno prav. Gospa Tanja sprašuje tudi v povezavi z Maptero, ker jo je aprila prejela 2-krat in ji je bilo rečeno, da se ne sme cepiti 6 mesecev, zdaj je 6 mesecev mimo, a je v veliki dilemi, ker je prebolela globoko trombozo leve noge in pred 2 leti je imela tudi sum na to prehodno možgansko kap. Ne upa se cepiti, kaj vi mislite? Zanesljivo enkrat globoka venska tromboza pred leti in ne vemo točno, ali je bilo to pri poškodbi, ali je bilo to pri porodu, ali je bil kakšen drug razlog za to trombozo. Ne vemo, tega podatka tukaj ni. Ampak samo ena tromboza v preteklosti absolutno ni kontraindikacija proti cepljenju. In tija tudi ni kontraindikacija za cepljenje. Zakaj se pa svetuje 6 mesecev? Zaradi tega, ker je prej brez veze, da se cepiš, ker ne bo proti telesa. Te B celice, ki jih mi odstranimo, v bistvu so zelo pomembno za tvorjenje protiteles proti virusu COVID-19, ki naj bi ga vzpodbudilo cepljenje. In če teh celic ni, boste vi sicer cepljeni, samo haska ne bo nobenega od tega. Kar pomeni, da je najmanj 6 mesecev potrebno od zadnje aplikacije, če pa je mogoče in če je bolezen umirjena, pa boljše kakšen mesec ali 2 dlje in potem cepljenje, to pa zato, da bo cepljenje učinkovito. Ker drugače isto, kot če se ne bi cepili. Tako da je smiselno pač to obdobje zdržati, 6 mesecev, 7, 8, se cepiti, počakati prvi odmerek, drugi odmerek in potem prejeti zdravilo, ker če pa zboliš za COVID-om, pa enostavno nimaš prave obrambe proti tem COVID-u in imajo zdravniki, ki zdravijo bolnike okužene s COVID-om, če prejemajo Maptero, res v bistvu kar veliko dela in tudi se včasih tragična zadeva konča. Zato je smiselno počakati, da bo
cepljenje učinkovito. Gospa Filba ima zanimivo vprašanje o stresu, v bistvu. Če se malo vrnemo na našo temo remisijo, kako pa stres pravzaprav dejansko vpliva na bolezen? Lahko tudi poslabša, lahko vpliva na bolečino. Ona ima občutek, da jo pod vplivom stresa dodatno boli. Je to mogoče? To je seveda možno iz člankov, iz raziskav. Moram reči, da imam tudi veliko osebnih izkušenj od bolnic in bolnikov, ki so doživeli neko stresno situacijo in se jim je bolezen, pravzaprav, ki je bila prej leta v remisiji, izrazito poslabšala. Tako da ja, sigurno lahko stres pač vpliva na aktivnost bolezni in je pa kako. Je treba pa vedeti, včasih je težko se temu stresu izogniti, da ne rečem nemogoče. Je pa res, da so nekatere stresne situacije izrazito hude, pa čez čas se v bistvu ne ponovijo več, recimo smrt partnerja, otroka. To imam par izkušenj, ko se je res umirjena bolezen potli izrazito poslabšala. In če imaš pa ti nek stres stalen v službi, je pa treba verjetno razmišljati tudi o tem, da boš malo zamenjal to službo, kar pa ni čisto enostavno. Pa stresi so lahko tudi taki, ki se mi zdaj, ko sedimo tukaj, ne moremo misliti, ko ni problem priti k zdravniku z avtobusom, ker je pač drago. Pa taki stresi, ker bolniki ne govorijo veliko o njih, ampak ko ga začutiš, pa vidiš, da ima stres. Tako da, ja. V takem primeru je verjetno smiselno poiskati pomoč še kakšnega strokovnjaka, imamo tudi kakšne psihologe. Naj že zdaj izdam, da bomo imeli čez en teden še en webinar, kjer bo naša gostja psihologinja in bo svetovala, kako se na bolečino vpliva še na drugačne načine, ne le z zdravili, tako da upam, da nam bo kaj pomagala. Zdaj pa, če grem še malo na vprašanja, ki sem jih naprej dobila po elektronski pošti, da ne bomo zdaj te pozabili, ki so prvi vprašali. Gospod Robert še nima diagnoze, ampak sumi, da ima neko aromatično bolezen, zato ker je zaznal, da ne more prepogniti gornjega dela palca na roki. Bolečina na pritisk pa je tudi v spodnjem členku. Mi vemo, zdaj tudi iz vašega predavanja, da je zgodnja diagnoza zelo pomembna, ampak verjetno bo mogel gospod obiskati zdravnika, da dobi diagnozo. Ja, zdaj niti ne vemo, je palec na nogi ali na roki. Včasih na roki, piše na roki. Na roki. Ja, zdaj, če ga ne more prepogniti, je to sigurno čas, da gre pač k zdravniku in da vidi, kje je pač problema. Je sklep v teku ali ni v teku ali še kakšen drug v teku. Ali v resnici ne more ga iztegniti zaradi tega, ker je sklep vnet, lahko je strgana kakšna tetiva, pa zaradi tega ne moreš stegniti. Te končni členki na rokah dostikrat recimo, kaj se pri postiljanju zadaneš, pa si strgaš tetivo in potem ne moreš iztegniti tega prsta. To, ko se je meni naredili, so rekli, to je bolezen sobarca, pa pravim, se tudi jaz včasih pojslo pripravim, ampak sem tako z veseljem tlačil noter, da sem si tetivo strgal. V resnici takrat ne moreš iztegniti prsta. Tako da je razlogov, zakaj ga ne more iztegniti, res veliko in je najbolj fajn, če se pač obrne na svojega zdravnika, pa mu bo pomagal. Zdaj pa še ena vaša pacientka nekaj sprašuje, pa ne bom povedala imena, da jo ne spravimo v zadrego. Stara pa je 48 let, dolgo se že zdravi z revmatoidnim artritisom. Cepljena je proti covidu oziroma odmerkoma in ni imela težav. Zdaj pa, ker se približuje sezona gripe, ne ve, ali naj se odloči še za cepljenje proti gripi. To priporočate gotovo, ne? Zdaj, priporočilo je sigurno, da se cepi, da je smiselno cepljenje proti gripi. Res pa je, da lansko leto gripe ni bilo.
Priporočilo je pa, da se cepi. Namreč gripe najverjetneje deloma ni bilo zaradi tega, ker smo bili skozi v maskah, a ne. In se mi zdi, da bomo imeli, bi rekel, te pustne šege še do naslednjega pusta, a ne, pa še morda malo dlje, a ne. Ampak, če je bila prej cepljena, ni imela nekih neželenih učinkov, mislim, da je smiselno, da se cepimo proti gripi. Potem imamo še gospo Natalie, ki ima diagnozo Sjögrenov sindrom in jo zanima, kako dolgo lahko jemlje antimalarik. To pa zdaj res ni današnja tema, ampak mogoče vseeno lahko odgovorite. Seveda, antimalarik so ji dali bolnici iz določenega razloga in če je zdravnik ocenil, da je dosegel cilj s tem zdravilom, da je recimo manj kožnih sprememb, manj vnetja sklepov ali pa še česa drugega, ne, potem je to pač smiselno jemati dolgoročno. Ne samo za Sjögren, ne, ampak za lupus. Pri lupusu so pa to posebej dokazali, ne, da je pač antimalarik varno zdravilo, tudi če ga jemljejo 30 in več let, ne. Zmanjšuje pogostnost zagonov bolezni, podaljšuje življenjsko dobo. En resen problem pa je z hidroksiklorokinom in obveza za bolnika na eni strani in za zdravnika na drugi strani, zato da bolnika na to obvezo spomni, je pa to, da je potrebno iti enkrat na leto k okulistu. In če gospa hodi enkrat letno k okulistu in okulist reče, da ni videti nekih znakov za toksično okvaro, potem pomeni, da ona lahko to zdravilo naprej jemlje, v primeru pa, da hodi redno in da zdravnik reče, joj, ene začetne spremembe so se začele, no takrat je pa čas, da se to zdravilo pravzaprav ukine in oseba, ki sicer ima neke spremembe na očesnem ozadju, nikoli ne bo utrpela motnjo vida zaradi hidroksiklorokina, če redno hodi enkrat letno k okulistu, ne. Če pa ne greš leta in opaziš, da slabše vidiš, to je pa potem nepovratna zgodba, ne. Zato je pomembno, da v bistvu bolniki pač sledijo tem navodilom, ki jih damo. No, zdaj vas res očitno bomo izkoristili do konca, ne, če vas že imamo za vsa ta vprašanja, ki so trenutno pereča. Gospa Bojana sprašuje, ima izrazite slabosti 2 dni po jemanju metotreksata, je to dovolj izrazit kriterij za menjavo zdravila? Seveda, če so bolniki povsem podrti 2 dni od 7 dni, to se pravi, da ima samo 5 dni v tednu še kvalitetno življenje, 2 dni pa ne, je to sigurno razlog, da pravzaprav se to zdravilo prekine. Ena opcija je še, da ga damo lahko s podkožno injekcijo. Pri veliko večini bolnikov, ki imajo slabost, nekateri celo bruhajo, potem, ko si dajo pod kožo to zdravilo, te težave izzvenijo, pri nekaterih pa tudi po injekciji oziroma po tej subkutanji zdravljenju, to se pravi podkožno vbrizganje zdravila, da tudi v bistvu lahko privede še vedno do bruhanja in potem je pa to absolutno razlog, da se to zdravilo pač ukine in poskusi z drugim zdravilom. Je pa to vedno tudi dogovor med bolnikom in med zdravnikom, Določeni bolniki, ko vidijo škatlico, mi povejo in gre na bruhanje, Potem tazga bolnika absolutno, mislim, nima smisla tudi slučajno ne siliti, da bi jemal naprej še to zdravilo. In če reče bolnik, ne, glejte, jaz res ne bi želel, tudi v podkožni obliki ne želim tega zdravila, potem je to pač čas, da se zdravilo zamenja. No, za konec sem prihranila 2 vprašanji, ki sta pravzaprav malo provokativni, kaj najbolj vpliva na doseganje remisije in se večina udeležencev strinja, da vpliva oboje, tako zdrav življenjski slog kot zdravila. Vi se gotovo strinjate in ste veseli, da so odgovori taki? Seveda, imam bolnika, ki recimo vsako leto preteče 1 ali 2 maratona, ki gre redno na maraton Franja s kolesom,
in verjamem, da je takih bolnikov, ki živijo praktično popolnoma normalno življenje. Lahko povem, da imam tudi nekaj zdravnikov, ki so iz kirurške stroke. Včasih so ljudje zaradi tega, recimo Christian Bernard, ki je prvi presadil srce leta 1969, je čez 3 leta nehal operirati zaradi revmatoidnega artritisa. Tako da, ja, mislim, zdaj je to v bistvu lahko in cilj je seveda, da živijo popolnoma normalno svoje profesionalno in družinsko življenje in ja, to je zdaj kar realnost. In še najpomembnejše vprašanje, kdo najbolj vpliva na dosego remisije? Jaz sam, zdravnik ali brez obeh ne gre. In zanimivo je, ko ste rekli, da vam bolniki ne zaupajo dovolj, mislim, zdravstvenemu sistemu, nasploh ne vam osebno, mi vam vsi zaupamo gotovo, ker kar 6% jih meni, da zdravnik vpliva najbolj na remisijo. Velika večina pa meni, da smo za to pravzaprav odgovorni vsi, tudi mi sami in zdravniki zraven. Jaz mislim, da je to dobro sodelovanje obeh, to je ključno, razumevanje bolezni in razumevanje, da en drug hočeta pravzaprav do istega cilja priti in če se oba res potrudita potem, če ni res neke grozne smole, do tega cilja tudi prideta. Sam ne more noben nič narediti, skupaj pa marsikaj. Tako je, res je, brez obojih ne gre in mislim, da smo to pokazali tudi danes, saj tega spletnega dogodka ne bi bilo brez profesor dr. Matije Tomšiča, prav tako ne brez Alenke Hlebec, Vojke Vilfan in Helene Murgel, ki so nam pomagale in prispevale svoje zanimive misli. Še posebej pa se nič ne bi zgodilo brez vas, dragi udeleženci. Hvala vsem, da ste bili z nami in ker smo med drugim videli, da je res veliko bolnikov najbolj teži bolečina, me veseli, da še enkrat ponovim, to, kar sem povedala že prej, da je tema našega naslednjega webinarja, kako je lahko bolečina manj boleča, in predavala nam bo psihologinja dr. Barbara Horvat-Ravter. Natanko čez teden dni, 26.10. ob 17. uri, pridružite se nam torej tudi prihodnji teden. Za danes pa samo še enkrat hvala vsem, hvala tudi pokrovitelju, podjetju AbbVie. Zdaj pa samo še želim vsem res prijeten večer brez bolečin in ostanimo strpni drug do drugega še naprej.